Se pravi, imamo zdaj tukaj naslednjo zadevo. Eden od konkurentov Markovega podjetja je začel na Facebooku direktno napadati in blatiti podjetje. Marko na sestanek pride zelo jezen in poln idej, kako bo organiziral sistematičen napad na konkurenta na socialnih medijih. Za dobrim konjem se vedno kadi. Kliči pravnika in daj cease or desist. Mislim, jaz se nikoli v karieri nisem ukvarjal s tem, tako kot si rekel, ne. Tudi s konkurenco nekaj počne. Če se s tem ukvarja, zgubljaš dragoceno energijo in čas za to, da namesto da bi razvil svoj produkt, pa se ukvarja s svojimi strankami. Simple enough, v bistvu. Mislim, meni je ful pomemben tukaj tudi ugled podjetja in take zadeve in midva se pogosto ne strinjava, kar je vir zelo dobrih debat. Kaj se meni ful velikrat naredilo sploh na teh bolj fundanih projektih, se pravi projekti, ki imajo funding, ne vem, 20 do 25 milijonov je, da je enostavno pač ta deležniški sistem toliko kompleksen, pa ne vem, tudi enkrat je Furs celi Sloveniji poslal message, da so v davčnem pregledu enemu podjetju, ki smo delali z njim in pač tako to je bilo katastrofa in tisto, jaz pač ful spodbujam vse, da imajo pač crisis communication narejen in da imajo legal stream narejen. Zdaj, če ti napiše en šupak tam na Facebook, joj, tvoja kreba za sončenje ne dela, še vedno me je užgalo, je pač to neki. Drugo je pa ta sistematični napad, ki ti ponaredijo spletno stran in delajo phishinge za maile in take zadeve in tlele je ful za oceniti resnost v resnici. Jaz nikoli ne bi šla tega ocenjevati pač tako na takem majhnem nivoju in tlele se mi zdi, da je ful dobro, da jih seznanimo z mehanizmi, ki obstajajo in pol izbiramo skupaj preprav mehanizem, ki je primeren s posamezno situacijo. Saj se s tem strinjam. Samo če gre recimo za Furs, je druga stvar. Zdaj, če gre za sistematičen napad konkurenta, če gledamo, da to ni samo v Sloveniji, recimo, ampak je, ne vem, European Wide ali pa World Wide, ima že toliko dela s tem, pa stroško do vprašanja, koliko se splača v to vlagati. Predstavljaj si, da ti ponaredijo spletno stran, pa pač, da ti reportajo oglase sistematično, pa pač, da take zadeve, mislim, jaz poznam ful podjetij, ki so ogromno vložile v advertisinga in so se jih pač tako spravili sistematično napadati. Jaz poznam tudi, recimo, pri nas, da je imel Senzilab podoben problem. Ne vem, in kaj ste vi naredili pol? Ne, jaz nisem njim svetoval, ampak ne vem, kaj je Senzilab naredil, ampak vem, da je imel podoben sistem, ki mu je konkurenca reportala vse oglase. Ja, in pa so šli narediti funkcijo, ki je Facebook Compliance Manager v njihovem podjetju in pač delati sistematično s Facebookom, zaradi tega, da mu pač to ne morejo več zjebati. In ful mi je pomemben res tukaj ta education, ker tole, mislim, če je na velikem nivoju, sorry, je crisis PR. Ok. Tle bi jaz dal, kar je trenutno narisan, tle sigurno funkcija mentorja, da je sova, da se odzove modro. Ja? Zagotovo je treba spet biti helikopter pa pogledati stvari iz malo razdalje. Klele кейsi, v katerih se pogovarjamo, trenutno so verjetno zelo odvisni od velikosti podjetja, od faze razvoja podjetja, v kateri je... Pa koliko keša imajo? Koliko keša imajo. Pa na katerih trgih delajo tudi. Na katerih trgih delajo. Če se mi pogovarjamo o firmah, ki večinoma pridejo na ta razpis, se pravi P2, SK75, tele zgodbe verjetno to je zguba časa, če se s tem ukvarjajo. Tako, niso dovolj velike zgodbe. Plus, da je lahko zelo nevarna stvar, če se začneš preveč ukvarjati z borbo s konkurenco, da bi se ukvarjal s svojim poslom. Ne rečem pa, Maja, da to ni vsekakor ustrezen odziv, kadar je tukaj resnejša zgodba od zadnji, pa posebej, kadar imaš resurse, da se s tem lahko Kadar ima tvoj konkurent resurse, da ti daje pač tako pravna pisma, kakšno ime podjetja imaš, ali pa karkoli tasga. Ne, se pač tako totalno get the point tega, sam pač tokrat sem se že soočila, mislim, s temi, pač sorry, delala sem v kriptu, delala sem v financah, delala sem pač na področju, kjer je pač, extremely high risk at stake in tukaj če bi ignorirala stvari, tako shit could hit the fan. Ja, se strinjam, ampak se zato je pa kle funkcija sove. Okay? Presodiš, kje si, probaš ne zrcaliti zgodbe, če nekdo ima, ne vem, lokalno kavarnico ali neki pač lokali prenašati zgodbe iz nekje drugje, ne? Ampak pogledaš, kaj je tam najbolj pametno in se ustrezno odzvati. Tako da, itak te cases so... Jaz vedno rečem, da day off mojim mentorirancem, tako v smislu prespi en dan, naslednji dan ocen, kaj brez neke osebne pa čustvene note ocen, kako vam škod, pa zakaj, pa ali je smiselno pač kakorkoli odreagirati ali pa iti naprej. Da ni čustvenega odziva, no, predvsem to. In to se z Majo strinjam, če je pa škoda dosti velika, je pa itak moraš odreagirati, ti drugega ne prestane.
Ne morem verjeti, da sva prišla na točko, ko se strinjava, vzeli nam je samo 4 ure. Ne, jaz mislim, da se skozi strinjava midva. Olala, pa te bom pa kar na LinkedInu dodala, that's special. Hudo, no, dajta te romantične zveze, pol zrihtati, ne, se šalim.